Bitcoin ETF-i so doživeli nov rekorden padec. Kaj zdaj to pomeni? Je to težko pričakovana priložnost za nakupe ali je vsega skupaj konec? Lep pozdrav in dobrodošli v novi epizodi CryptoPulse. V tokratni epizodi Bitcoin ETF-i doživeli rekorden padec. SEC je opustil preiskavo Ethereuma, obeta se tokenizacija nepremičnin in Binance US je doživel nov udarec. Ker precej jih imamo, zato predlagam, da kar začnemo. Investicijski skladi, ki v SDA neposredno sledijo ceni Bitcoina, so v zadnjem času doživeli velikanski odliv sredstev. Po podatkih Sosovalues je od sestanka ameriškega odbora za odprte trge, to je FOMC, skupno odteklo kar 726 milijonov ameriških dolarjev. Samo 17. junija je iz tovrstnih skladov odteklo 146 milijonov dolarjev. V ospredju tega trenda sta bila sklada Fidelity Bitcoin ETF ali FBTC, ki velja za pomembnega igralca na trgu ETF-ov in iz katerega je odteklo kar 92 milijonov dolarjev, ter sklad ARK Next Generation Internet ETF družbe ARK Invest, ki je zabeležil odliv v višini 50 milijonov dolarjev. Ta nedavni val odlivov sovpade z zadnjim sestankom FOMC, kar kaže na relacije investitorjev na širše gospodarske signale in prilagoditve denarne politike. Na sestanku FOMC 11. junija je bila zvezna obrestna mera ohranjena v razponu od 5,25 do 5,50 odstotka. Ta odločitev je skladna s Fedovo tekočo strategijo za boj proti inflaciji, ki sicer kaže znake izboljšanja, a še vedno ostaja nad ciljno stopnjo 2 odstotkov. Najnovejši odlivi iz skladov Bitcoin ETF kažejo na naraščajočo previdnost vlagateljev, ki jo morda spodbuja stališče centralne banke do obrestnih mer. Odlivi bi lahko kazali tudi na to, da institucionalni investitorji večinoma dajo prednost produktom BlackRock in Fidelity ETF, v trenutnih razmerah na trgu ponovno ocenjujejo svojo izpostavljenost tveganjem. Znatne odlive iz skladov Bitcoin ETF bi lahko pripisali kombinaciji dejavnikov, kot so negotovost glede denarne politike in unovčevanja dobička. Nedavne odločitve in izjave FOMC so na trge vnesle določeno mero negotovosti. Zaradi namigov o prihodnjih zvišanjih obrestnih mer in trajnih skrbi glede inflacije se investitorji morda odločajo za zmanjšanje tveganja v svojih portfeljih. Dosledni odlivi v zadnjih 6 dneh kažejo na spremembo sentimenta in strategije vlagateljev, morda v smeri varnejših naložb ali gotovine ob gospodarskih negotovostih. Nenadni premiki in odlivi na nestanovitnem kriptotrgu niso nič nenavadnega in se lahko prav tako hitro obrnejo, če se razmere na trgu stabilizirajo ali tudi izboljšajo. Ker trg še naprej prebavlja posledice sestanka FOMC in drugih gospodarskih kazalnikov, bi lahko kriptotrg še naprej doživljal volatilnost. Prejšnji teden smo prekinili niz 20 zaporednih dni dotokov in zdaj imamo že 3 trgovalne dni zapored odlive, pri čemer je prejšnji teden odteklo več kot 550 milijonov dolarjev, prvi dan tega tedna pa 146 milijonov dolarjev, je dejal Jack Kuhner, vodja derivatov pri Bitfinexu. Kuhner je odlive pripisal 2 razlogoma in pojasnil, da vlagateljem v ETF-ih primanjkuje prepričanja in prodajajo pod svojo nakupno ceno. To je vzorec med vlagatelji v ETF-ih, kjer se zdi, da povečajo tržne premike, saj smo podobno dinamiko videli, ko so bili konec aprila nato dotoki v višini več kot 1 milijarde dolarjev, ko so se cenovni razponi Bitcoina gibali nad 70 tisoč dolarjev, sledil velik odliv, ko so se cenovni razponi približali 60 tisočim dolarjem, je še dejal Kuhner.
Po navedbah nekega anonimnega vira trgovci kupujejo ETF in prodajajo kratkoročne terminske pogodbe, pri čimer izkoriščajo rast cene bitcoina in zaslužijo iz kratkih pozicij. Odlivi iz skladov Bitcoin ETF kažejo na mešane signale na kriptotrgu. Vlagatelji so previdni glede negotovosti, glede denarne politike in inflacije, hkrati pa nekateri izkoriščajo kratkoročne trgovalne priložnosti. Kriptotrg bo tako verjetno še naprej nestanoviten, saj bo prebavljal posledice sestanka FOMC in drugih makroekonomskih dejavnikov. Komisija za vrednostne papirje in borze Združenih držav Amerike, SEC, je opustila preiskavo, kjer je želela ugotoviti, ali je kriptovaluta Ether vrednostni papir. To je pomembna zmaga za razvijalce Ethereuma in ekosistem kriptovalut, vendar boj za razvijalca programske opreme ConsenSys še ni končan. Novice so 19. junija na svojem blogu objavili pri ConsenSysu razvijalci programske opreme za Ethereum. Zapisali so, da jih je oddelek za izvrševanje pri SEC obvestil o zaključku preiskave Ethereuma. To pomeni, da SEC ne bo vložila obtožb, ki bi trdile, da je prodaja Ethereuma transakcija z vrednostnimi papirji, so zapisali pri ConsenSysu in dodali, da je to velika zmaga za razvijalce Ethereuma, ponudnike tehnologije in udeležence v industriji. ConsenSys trdi, da je odločitev SEC prišla potem, ko so 7. junija poslali pismo agenciji. V pismu so jih vprašali, ali bodo preiskavo Ethereuma ustavili, saj je regulator maja odobril ETF-e. ConsenSys trdi, da je odločitev SEC prišla potem, ko so 7. junija poslali pismo agenciji. V pismu so jih vprašali, ali bodo preiskavo Ethereuma ustavili, saj je regulator maja odobril ETF-e za Ethereum, ki po njihovem mnenju temeljijo na tem, da je Ethereum blago in ne vrednostni papir. Laura Brookover, glavna pravna svetovalka pri ConsenSysu, je delila odgovorno pismo SEC, v katerem piše, da agencija nima namena priporočiti izvršilnih ukrepov. SEC se na zahtevo za komentar ni takoj odzvala. Marca je revija Fortune poročala, da je SEC izdal sodne naloge več podjetjem povezane s poskusi označevanja Ethereuma kot vrednostnega papirja. Tožba ConsenSysa proti SEC še vedno poteka. Aprila je ConsenSys tožil SEC, kmalu zatem, ko je prejel od agencije opozorilo Wells, v katerem so opozorili, da njihova kriptodenarnica MetaMask morda krši zakone o vrednostnih papirjih. Tožba navaja, da SEC in njen predsednik Gary Gensler verjameta, da je Ethereum vrednostni papir vsaj od začetka leta 2023. ConsenSys trdi, da je direktor oddelka za izvrševanje pri SEC Gurbir Grewal 28. marca 2023 odobril formalni nalog za preiskavo statusa Ethereuma kot vrednostnega papirja. Čeprav je opustitev preiskave Ethereuma dobra novica za skupnost Ethereuma, pa boj za ConsenSys še ni končan. Saj njihova tožba proti SEC glede statusa MetaMaska še vedno poteka. Zanimivo bo to spremljati, kako se bo ta zgodba razpletla. Trg kriptovalut in decentraliziranih financ oziroma DeFi dobiva vse več pozornosti tudi strani velikih institucionalnih vlagateljev. KPMG Canada, vodilno podjetje na področju svetovanja, napoveduje, da bo tokenizacija nepremičnin ena največjih institucionalnih uporab DeFi tehnologije. Kunal Bejsin, sovodja digitalnih sredstev pri KPMG Canada, opozarja, da tokenizacija, pri kateri se nepremičnina razkropi v digitalne žetone, lahko korenito spremeni lastništvo velikih poslovnih stavb.
Tradicionalno so bili lastniki tovrstnih nepremičnin predvsem premožni investitorji v nepremičnine in pokojninski skladi. S tokenizacijo pa bi lahko tudi družinske, pisarne in drugi institucionalni vlagatelji na primer solastniško upravljali delnice znamenitega trgovskega centra Eaton Center v Torontu ali drugih velikih zgradb. Basin poudarja, da tokenizacija nepremičnin omogoča širši dostop do tovrstnih naložb, kar bi lahko postalo eden največjih primerov institucionalne uporabe kriptotehnologije. Basin sicer opozarja, da si številni institucionalni igralci v DeFi ekosistemu želijo bolj nadzorovano okolje za transakcije. Institucije sicer prepoznavajo učinkovitost decentraliziranih finančnih tehnologij, vendar želijo vedeti, s kom poslujejo, je dejal Basin. Pomemben del tega procesa bi bile tudi preverbe identitete strank, torej KYC. Tokenizacija nepremičnin se sicer zelo počasi uveljavlja, vendar gre za postopen proces. Bitfinex Securities je aprila omogočil zbiranje sredstev za tokenizirano naložbo v hotel Hampton by Hilton na mednarodnem letališču v Salvadorju, a so do sedaj zbrali le $342,000, kar je manj kot 6% od zastavljenega cilja $6,25 milijona. Basin opozarja, da so upravljavci premoženja banke zaradi številnih prevar in goljufivih dejanj v kriptoprostoru še vedno previdni pri povečanju svoje aktivnosti na tem področju. Ugledno tveganje v tem smislu še vedno obstaja, vendar je v zadnjem času prišlo do napredka. Basin navaja, da KPMG uporablja infrastrukturo analitičnega podjetja Chainalysis za prepoznavanje potencialno nezakonitih dejavnosti, ki bi lahko bile povezane s strankami. Goljufije se pojavljajo v vsaki panogi, je dejal. Vendar bodo banke verjetneje sodelovale z igralci v industriji, ki uporabljajo potrebno infrastrukturo in dobre prakse za prepoznavanje nezakonitega delovanja. Basin zaključuje z napovedjo, da bo kmalu neukvarjanje s kriptovalutami in digitalnimi sredstvi karierno tveganje. Če jih danes ne ponujate vi, jih ponuja vaša konkurenca in oni dobivajo prednost pred tabo. Ameriška zvezna država Severna Dakota je najnovejša, ki je odvzela dovoljenje za prenos denarja podjetju BAM Trading Services, ki posluje pod blagovno znamko Binance US. S tem je postala že 7. zvezna država, ki je kriptoborzi omejila delovanje. Odločitev temelji na neizpolnjevanju zakonov o prenosu denarja Severne Dakote s strani BAM Trading Services, je 17. junija sporočila Lize Cruz, komisarka oddelka za finančne institucije DFI Severne Dakote. V odločbi o preklicu dovoljenja navajajo kot razloga novembrsko obsodbo družbe Binance in njenega ustanovitelja Changpeng Zhaoja na federalni ravni zaradi zarote pri opravljanju poslov brez ustreznega dovoljenja za prenos denarja in neučinkovitega programa proti pranju denarja, to je AML. Komisarka Cruz je dodala, da je bil Zhao večinski lastnik in nadzornik družbe Binance nedavno obsojen za kršenje zveznih zakonov o AML. Komisarka ugotavlja, da družba ne izpolnjuje več kvalifikacij in zahtev, ki veljajo za novega prosilca za dovoljenje za prenos denarja, navaja odločba o preklicu. Binance US ima možnost pritožbe na odločbo v roku 30 dni, sicer bo dovoljenje prenehalo veljati 17. julija 2024. Severna Dakota je tako 7. zvezna država, ki je preklicala ali zavrnila podaljšanje dovoljenja za prenos denarja družbi BAM Trading Services. Podobne ukrepe so v zadnjih mesecih sprejele tudi Aljaska,
Florida, Maine, Severna Karolina in Oregon. Prva država, ki je prekinila storitve Binance US, je bila Florida v novembru, kmalu potem, ko se je ZAO izrekel za krivega. Severna Karolina in Maine sta sledili 23. januarja in 29. januarja. Binance US nikoli ni pridobil dovoljenja za delovanje v New Yorku, Teksasu, Vermontu in na Havajih. Po podatkih spletne strani Binance US je sprejemanje novih uporabnikov začasno prekinjeno tudi v Connecticutu, Georgiji, Ohaju, Minnesoti in državi Washington. Odločitev Severne Dakote kaže na vse večje regulatorno skrbništvo nad kriptovalutami v Združenih državah Amerike. Težave z licencami Binance US so posledica pravnih težav družbe in njenega vodstva. Zanimivo bo spremljati, ali bodo tudi druge zvezne države sledile podobnim ukrepom. Ampak pomembno je poudariti, da ima Binance US možnost pritožbe na odločbo. Vendar pa ta odločitev opozarja vlagatelje v kriptovalute na pomembnost previdnosti pri izbiri kriptoborz in skrben pregled njihovega pravnega statusa. No in to so bile novice tega tedna. Ampak kaj si vi mislite o njih? Kar komentirajte spodaj in delite z nami vaše mnenje. Naročite se tudi na kanal in se vidimo naslednji teden v novem videu.